Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Tej vladi ni več mesta v Sloveniji. Tako Marjan Šarec, premier, ki je odstopil v oddaji Odmevi na nacionalni televiziji. Kako si Šarec predstavlja izgon vlade, ni čisto jasno. Jasno pa je, da je najmanj abotno, da je Šarec po odstopu še zmeraj vodja opozicije. To je tako, kot če bi odpor proti okupatorju vodil nekdo, ki je prej podpisal kapitulacijo. In to pred samim sabo. Vi pa gledate 126. oddajo 3. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, kdo kolesari, kdo in kako se s kolesarjenjem bori proti spornim nabavam zaščitne opreme. Takole bizarno je Damir Črnčec, bivši svetovalec za nacionalno varnost, sedaj pa strokovni sodelavec poslanske skupine Liste Marjana Šarca, pozival na kolesarske demonstracije pretekli petek. Kdo kolesari in proti čemu se kolesari v resnici borijo, nam bosta pomagali razvozlati naša stalna komentatorja, dr. Boštjan Marko Turk in Marko Pavlišič. Toplo pozdravljena. Dobro večer. Dobro večer. Evo, Boštjan, Marko, ne vem, če vidva sta ta video, ki smo ga ravno kar zavrteli, zasledila na Twitterju. Namreč to je objavil Damir Črnčec, mislim, da dan, dva pred temi petkovimi kolesarskimi protesti in ga je podnaslovil trening, ne? Potem pa je objavil še fotografijo samega sebe, kako sodeluje na teh kolesarskih demonstracijah. Na njej se reži kot pečen maček in sporoča, da je atmosfera fajn. Pa me zdaj zanima vajino mnenje, ne? Nekdo, ki je bil še do včeraj svetovalec za nacionalno varnost, evo ga, to je Damir Črnčec na petkovih kolesarskih demonstracijah, kjer se je imel fajn po lastnih besedah. Nekdo, ki je bil še do včeraj svetovalec za nacionalno varnost, ki je tudi sedaj strokovni sodelavec v eni poslanski skupini in na nek način še vedno desna roka Marjana Šarca, bivšega premierja, se takole obnaša. Kaj to po vajinem mnenju pomeni? Ja, jaz mislim, jaz sem Damirja Črnca, da se to še že večkrat povedal, v bistvu zelo dobro poznal. Takrat še iz zgodbe se pravi, odbora 2014. Jaz se ga spominjam, to mi je zdaj zato te sprašujem. Kot da bi bilo zdaj, se ga spominjam, takrat to je bilo že v juniju 2014. leta, ko smo bili, jaz sem bil tudi takrat zelo angažiran, ko smo bili skupaj v prostorih Jožeta Pučnika in on je rekel, 9 ustavnih sodnikov bo Janeza Janšo oprostilo. Takrat se je sicer zmotil, ker ga je 9 ustavnih sodnikov pač zaprlo, ampak na koncu ga je 9 ustavnih sodnikov tudi oprostilo. Tako da se mi je zdel Damir Črnčec en zelo, bi rekel, predan človek, nikoli pa niso bila bližje, dal sem mu tudi nekaj nasvetov, moram reči, doživljenjsko dragoceni, ker so ga takrat metali z Jambrekove fakultete, ampak moram pa reči, prepričan sem, da on neko agendo zdaj ima, ne? Torej del te agende je gotovo medijsko pojavljanje, ker je pač izredno v tem smislu medijskega pojavljanja, se pravi, da mediji o tebi pišejo, izjemno prepoznavan in uspešen. Zdaj, ali je to vsa njegova agenda ali ne, tega pa ne vem. Moram pa tudi povedati, v tej oddaji, da se pa mnogo ljudi z Damirjem Črnčecem oziroma s to njegovo radikalno s politično spremembo ne strinja. In moram povedati tudi to, da se mnogi ljudje ne strinjajo, ne zato, ker bi to šlo za Janšo, ampak zato, ker je to pač ti ne narediš tega, da nastopaš proti nekomu, ki je konec koncev teple nekaj omogočil. In tle mnogo ljudi, jaz slišim to, vidim, da ga primerjajo z Gregorjem Virantom. Jaz sicer mislim, da v Šarčevi družbi ni pametno biti. Jaz, če bi Šarec mene kot predsednik vlade ali sedaj povabil na kavo, bi to seveda odklonil, ker jaz z ljudmi njegovega intelektualnega profila pač nimam kaj za početi. Kakšen pa je ta intelektualni profil, je pa Marjan Šarec seveda vsem dokazal, ne nazadnje tudi s tem veličastnim skokom v bazen brez vode, ki se je imenoval Odstop, ne. Tako da jaz ne vem, ampak prepričan sem nekaj, da bo Damir Črnčec v slovenski politiki na tak in drugačen način navzoč. Meni to ne bi bilo zadostno, to, kar on počne, njemu pa to očitno daje neko zelo globoko življenjsko zadovoljstvo, ker se ves čas smeji kot pečen maček, to si ti sam rekel, in v vseh teh zadevah neskončno uživa in jaz sem pač dobronameren človek in jaz mu te užitke privoščim. Mu ne moram, niti mu jih ne zavidam, niti nič mu jih privoščim, ne uživa.
Ja, pošteno. Marko, ti si kolesar, ne, redno kolesariš. Trudim. Se trudiš, ja. A ti je znan izraz biciklistična mentaliteta? Veš, za kaj gre? To je tisto, da gaziš tiste od spodaj, pa tistim od zgoraj linaš nekam. Ja. Ali nekaj takšnega, ja. Ja, misliš, da gre tle za primer biciklistične mentalitete? Ali kako? Jaz mislim, da gre tukaj s strani gospoda Črnca predvsem za poskus, kako ugrabiti demonstracije. Ne? Se pravi, oziroma niti ne ugrabiti, ampak kako se pošlepati na njih, ne? Kako nekako biti del nekega gibanja, ker drugega mu tako in tako sedaj ne ostane. Ne? Njihov zanimanje za njih, za LMŠ, vztrajno pada, ne? In na ta način probajo nekako spomniti na sebe, probajo nekako dobiti minulo podporo. Zdaj jaz tudi upam, da ostali udeleženci demonstracij so ponosni, da skupaj z njimi gospod Črnčec tudi kolesari in da bojo znali ceniti to njegovo podporo. Ne nazadnje pa tudi, saj so tudi drugi člani opozicije se temu že pridružili, tudi mislim, da Luka Mesec je bil zraven, celoten SD, tako da morda pa lahko malo razmislijo o tem, zakaj sedaj vsi, ki so imeli takrat, ko je bil Črnčec imenovan za državnega sekretarja v vladi in so temu ostro nasprotovali, zakaj so sedaj vsi navdušeni skupaj z njim kolesarjev po Ljubljani naokoli. Ne? Ja, to je zanimivo vprašanje. Ja. Ampak Boštjan, med organizatorji, uradnimi organizatorji tega petkovega protesta se je izpostavil Jaša Jenull, na kar je opozoril tudi naš sicer komentatorski kolega v oddaji Božidar Novak v enem svojem tvitu. Gre za sina pač državnega tožilca in direktorice mestnega stanovanjskega sklada Ljubljana, ki živi v meščanski vili v Ljubljani, kjer na grozo sosedov menda goji tudi svinjo, se pravi neko pujso. Ima 38 let in je lastnik društva Kut Ljud. To je, se pravi, kulturno društvo Ljud, lahko bi pa bilo tudi, ne vem, po srbsko kao kam ljudje ali Kut Ljud ali kakorkoli. Zdaj, kaj imata recimo Damir Črnčec pa ta Jaša Jenull skupnega? Namreč rad bi, če se da, da bi poiskali neko skupno stičišče, skupno točko teh protestov petkovih, če se da. A lahko najdemo nek skupni imenovalec ali je to težko? Torej, jaz na to vprašanje ne morem izčrpno odgovoriti, lahko pa ponudim neko retorično alternativo, da boste pač razumeli, kdo je Hinko Jenull. Hinko Jenull, mislim, da je bil državni sekretar pri Bizjaku, predvsem pa je podpisan. Jaz sem Hinka Jenulla v svojem življenju izkusil. Zdaj govorimo, da razložimo o očetu Jaše Jenulla, se pravi državnemu tožilcu Hinku Jenullu, ki je bil podpisan na sodbo višjega sodišča v primeru Pirjevec, kjer me je Pirjevec tožil, mi je okrožno sodišče dosodilo 2 meseca zapora, če ne bi imel 2 otrok, bi dobil 6 mesecev zapora. Torej pogojno, in Hinko Jenull je bil podpisan, ker je bil pač konzultiran in je bil podpisan ob sodbi višjega sodišča, kjer je 5 ljudi enoglasno potrdilo mojo obsodbo, ki je seveda kasneje iz vseh razlogov, ki jih pozna pravna država, na Vrhovnem sodišču padla. In jaz sem si tako zapomnil Hinka Jenulla kot človeka, ki je pravno nekompetenten, kajti to je bilo pač popolnoma jasno, da bo ta sodba padla, če ne prej bo padla na Evropskem sodišču, kajti jaz nisem trdil ničesar drugega kot tisto, kar je bilo resnično. To me je potrdil tudi profesor pravne fakultete v Parizu, na najbolj elitnih univerz, Mark Židera, ko je rekel, da je to, da če jaz sem obsojen zaradi tako imenovanega verbalnega oziroma diskriminatornega delikta, da je sojenje možno samo, če je stvar izmišljena, če si je nekdo nekaj izmislil in to prilepil na nekoga. Jaz si pa tega nisem izmislil, ker se je Jože Pirjevec sam podpisoval kot Giuseppe Pirac in sem vse to tudi dokazal in je Vrhovno sodišče mene oprostilo. V celoti, ne da je vrnilo v sojenje, ampak v celoti razveljavilo. Tako da sem si jaz Hinka Jenulla z tega stališča izredno dobro zapomnil kot človeka, ki sodi po političnem pritisku in ne sodi po pravnih standardih, ki bi morali veljati v Evropski uniji in v seveda Sloveniji kot njeni pridruženi članici.
prestolnici. Tako da zdaj, kaj počne Jožko Hegler, poznam še, ko sem bil krščanski demokrat v Ljubljani, ona je že vsaj 30 let na funkciji. Kako si ti 30 let lahko na funkciji direktorja stanovanjskega sklada, je velika uganka, kajti tu je pa potrebno, to so pač mesta, ki nosijo tudi eno veliko finančno odgovornost, in to sicer, ampak ona očitno je na tej funkciji. Tako da jaz mislim, torej, da ta zdaj KUD ljud, če sem že to vprašan, si jaz to razlagam, da je nekdo lud, ali pa da je ljuto lud, ali pa da je ludo ljud, in da hoče to celemu svetu sporočiti. Glejte, sej tudi Boileau v francoski književnosti 17. stoletja v besedni umetnosti je rekel, vsak norc najde še enega večjega norca, ki mu sledi. Sej to je pač ne, pa to ni smešno, to je pač življenjski princip. Mi imamo čudake, imamo bizarne ljudi, imamo genije, imamo ljudi, ki svet naprej, predvsem pa to, imamo ljudi, ki svet peljejo naprej, in imamo ljudi, ki se pač štusirajo. KUD, ljud, KUD je pač zame čisto navadno štusiranje. Če to dobiva denar od države, toliko slabše država to plačuje. Sej, ko smo pri štosih, saj to je lahko skupna točka, recimo Marjana Šarca pa Jaše je 0. Ampak, Marko, a je problem, če sin državnega tožilca organizira proteste v času, ko velja prepoved zbiranja? Jaz bi kot prvo rad povedal, da protesti imajo mesto nekako tudi v družbi, ne? Ljudje pač rabijo nek ventil, kjer izražajo svoje mnenje, morda ga ne morejo na nek drug način. Tako da jaz vsekakor sem za to, da so protesti omogočeni. Ni to najbolj demokratična oblika. V demokraciji poznamo v bistvu organizirane načine, kako se izraža svoje mnenje, ki imajo potem neke posledice in ne nazadnje prinašajo to, da imamo vsake 4 leta recimo volitve, ampak 4 leta vmes imamo pa mir, imamo pa čas delati in tako dalje, ne. Zdaj, vsekakor so pa te protesti padli tudi v neko obdobje boja proti koronavirusu, kjer so sprejeta neka pravila v dobro vseh nas in tukaj bi vsekakor morali to precej bolj upoštevati. Jaz razumem, da po 6, 7, 8 tednih karantene so ljudje napeti, so naveličeni tega socialne odtujenosti, socialne distance, potrebujejo neko druženje. Jaz bi vse prosil, če še malo potrpijo. Ne nazadnje smo videli tudi slike na Twitterju, na internetu, da se da proteste organizirati tudi s tem, da se to precej bolj upošteva, kot so to počeli Slovenci. Mislim, da je bilo v Izraelu, kjer so se dejansko razporedili na 2 metra po celem trgu. Njihov učinek, ker so bili lepo postavljeni, je bil še toliko močnejši. Še estetski. Ne glede na to, da do neke mere jaz te kolesarske proteste razumem tudi kot zlorabo kolesa, ki ga visoko cenim kot športni rekvizit, vseeno rajš vidim, da se protestira na kolesih kot peš, ker kolesa vseeno tudi povečujejo socialno distanco. Se upravičujem, Marko, te prosi, da zadržiš misel v glavi, si moramo vzeti krajši predah, vendarle nismo na kolesu, greva en krog s biciklom, ampak ne nam iti gledalci, se vrnemo takoj po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo protestira in zakaj. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Boštjan Marko Turk in Marko Pavlišič. Pogovarjamo pa se o tem, kdo kolesari oziroma kdo in proti čemu protestira na kolesih. Marko, preden smo šli na oglase, si ravno razvil misel glede teh protestov. Izvoli, nadaljuj. Sej, mi je malo že pobeglo ven vmes. Ampak morda bi še to dodal. Ti protesti so bili kar zelo dobro obiskani. Mislim, da recimo 5-10 tisoč ljudi, ne? Na kateri napovedujejo, da bojo morda še večji, da bo 20 tisoč, ampak to moramo vseeno dati v neko perspektivo in to v demokratično perspektivo. 10 tisoč protestnikov na ulicah pomeni pa, da jih 1 990 000 ni na protestih v Sloveniji, če zaokrožimo prebivalstvo na 2 milijona. Tako da to vseeno, bo rekel, ni prav zelo velika cifra, če primerjamo za celotno, ali pa če primerjamo z ljudmi, ki so se udeležili zadnjih volitev. Na zadnjih volitvah je bilo, mislim, da cirka 800 000 ljudi.
je izvolila poslance, te poslanci so pač imenovali vlado, najprej vlado Marjana Šarca, potem, ko je ta prehladil krofe v kuhinji, ne, in sedaj je to vlado sestavil Janez Janša, in tako da v bistvu tukaj je kar veliko razmerje med ljudmi, ki so na strani poslancev in med drugimi, ki so pač pred parlamentom, ne. Se strinjam. Ampak, Boštjan, recimo, zanimivo se mi je zdelo, ne, med politiki vladnimi, ki je bil tako še najbolj razumevajoč do teh protestov v svojih javnih izjavah, je bil recimo Matej Tonin, obrambni minister, predsednik Nove Slovenije. On je namreč objavil en tweet v petek, oziroma dva tweet in potem nadaljevanje tweeta, ne, kjer je rekel pač, da moramo te proteste razumeti, bomo to pogledali tudi na ekranu, te Toninove tweete, skratka, da moramo razumeti pač te proteste, da imajo ljudje pravico protestirati in tako naprej. Kasneje pa je ta tweet tudi izbrisal z omrežja Twitter. Ne vem, režija, lahko to zdaj vidimo. Aha, evo, zdaj to vidimo. Ne? Skratka, pač on tle govori o tem, da pač sporočilo današnjega protesta moramo razumeti in tako naprej, ne? Ga ne smemo preslišati, da se moramo potruditi, da bomo ohranjali demokracijo. Zelo tak državotvoren tweet, se mi zdi, ne, in potem tudi kasneje, zadnji tedni so bili pač preizkušnja za Slovenijo, no, ta dva tweeta je kasneje zbrisal, je pa v soboto objavil nov tweet, ne, v katerem pa pač je bolj, tako bi rekel, manj vsebinski, pa bolj grafičen, je pa objavil fotografijo svoje družine, kako kolesari, in pravi, da bodo moči usmerili v vrednote Združene Evrope preživijo. Kako ti to komentiraš, Boštjan? Mal gre enak preokus ostane, če nek tak viden vladni politik neki tweetne, pa pol to zbriše, ker se začnemo spraševati, zakaj je to zbrisal. Ne? Mislim, jaz to komentiram tako, da je to, kot bi rekli Francozi, langue de bois. To je pač neko brezoblično nakladanje. Se tudi pač dobro, tle kolesari za svobodo, tam pa, da moramo razumeti sporočilo protestov, je pa dobro, pa recimo, da ga razumemo, čeprav tle je problem drug. Jaz ga ne razumem tega sporočila protestov, jaz ga ne razumem, preprosto ne mi nekdo pove, prosim, kakšna je zveza med bojem zoper probleme, ki jih je prinesel koronavirus in ki so nekaj najhujšega, kar smo spoznali od osamosvojitvene vojne sem, in poganjanjem bicikla po ljubljanskih ulicah. Kako poganjanje bicikla, Massenweise, se pravi v kolektivu, lahko v čemerkoli prispeva k temu, da se problemi, s katerimi se danes Slovenija sooča, in ti problemi so grozljivi, da se ti problemi odpravljajo. Upoštevaje dejstvo, da mi nečesa nismo izkusili. Mi nismo izkusili tega, kar so izkusili Italijani. Namreč, kaj je to? V Bergamu vsakdo pozna nekoga, ki je umrl, ki je v bolnici ali karkoli. Lejte, psihološko človek, če prije enkrat v tako situacijo, to je situacija, kot je bila recimo v koncentracijskih taboriščih. Jaz sem veliko bral tega, Levija, Pahorja in tako. In to človek ni več isti, človek se spremeni. Nihče mi ne bo rekel, da je človek isti, če ve, da je od prijatelja žena umrla ali da oče od druge prijateljice ali pa prijatelja ni več med živimi, ga ne bom nikoli več videl zaradi korone. To se ti zaleze v podzavest. Ti Italijani, ki so to preživeli, ki so bili soočeni z vsemi odhodi, bliž z tisoči krst, ki jih je vojska odvažala v krematorije, so zaznamovani za celo življenje. Ta vlada, karkoli si mislimo, je Slovence pred tem obvarovala. Zatajila je, še enkrat pravim, zatajila pa je politika na vrhu Evropske unije. Zatajila je pa zato, ker nimamo politikov, ki bi nosili elemente odgovornosti kot še 15 let nazaj. To bi se dalo, to epidemiji bi se dalo ogniti v širokem loku, če bi obveščevalne službe. Zato pa so prinesle informacije, kar smo mi vedeli. Jaz sem bil pri Jerneju Štromajerju. V februarju mesecu sem mu rekel, zaprite šole, kajti katastrofa bo udarila. Če sem jaz to vedel, ki sem v bistvu človek z ulice in prišel sem z ulice do Štromajerja, ja, halo, zakaj pa potem imamo politike? In hočem reči, tle je politika odpovedala, ne slovenska, tle je odpovedala evropska politika. Oni bi morali kolesariti proti evropski politiki, proti princesi Kiča, Ursuli von der Leyen, proti Išijasarju, ki je bil takrat še na položaju, oziroma se pravi Junckerju, proti ljudem, kot je Manfred Weber, proti ljudem, ki jim gre samo za lastno promocijo in za denar in ki jim je popolnoma vseeno, kaj se dogaja v Evropi in taki nas vodijo. Še s tem končam. 6. in 7.
Jaz sem bil na podelitvi članstva v Evropski akademiji znanosti in umetnosti in sem bil v življenju, bi rekel, redki trenutki, soočen z ljudmi, ki so bili vsi pametnejši od mene. Prvič v življenju sem poslušal Nobelovca Hansa Wittingerja, ki je govoril, in ti ljudje so imeli 6. marca je to bilo, 7. popolnoma razdelan pogled na nevarnost pandemije, ki prihaja. 6. in 7. marca je Ursula von der Leyen skupaj z poslanci in z vodstvom Evropske unije gostila Greto Thunberg in so se bali in spraševali, ali bo severni medved oziroma tjulen lahko še na plošči plavu, da bo čopatil severni medved tjulna, ali bo plošča tok tanka, da bo tjulen telebnil v vodo, za njim severni medved in ne bo. S tem so se ukvarjali. 8000 ljudi je šlo 7. ali 6. ali marca je šlo po Bruslu v povorki nezaščitenih. S tem se je Evropska unija ukvarjala, medtem ko je udarila smrtna vrata v Italijo, v Nemčijo, na Hrvaško in tako naprej. Protestirali bi mogli kolesariti proti Ursuli von der Leyen, še enkrat povem, proti največji princesi kiča, ki smo jo kdajkoli v Evropi imeli. Proti tej politiki bi morali kolesariti in protestirati. Ja, Marko, Jaša Jenull, se pravi prej že omenjeni organizator protestov, predsednik društva KUD Ljud, pravi, protesti se bojo nadaljevali in stopnjevali, dokler ta vlada ne odstopi in nimamo volitev. Volivci so že na prejšnjih volitvah povedali, da si ne želijo Janeza Janše za predsednika vlade. Kako je zdaj s tem? Zdaj, kaj so volilci povedali na volitvah, si lahko zelo različno razlagamo. Pa tudi ne, vse rezultati so jasni. Janša je dolgo daleč največ glasov. Kako so s tem volilci povedali, da si njega ne želijo za predsednika vlade? Tako da to je zelo težko razumem. Bi pa morda se tukaj ne bili ravno strinjal s kolegom, da je treba glasovati proti Evropski uniji oziroma proti šefici Evropske unije. Protestirati, ne. Predvsem se mi zdi zelo čudno protestiranje proti nečemu, brez da bi jasno povedal, zakaj si. In tukaj smo soočeni z protesti, kjer protestirajo proti vladi, želijo si odstop, hkrati pa ne povejo, a si želijo imeti Marjana Šarca nazaj za predsednika vlade. Če si to želijo, bi lahko januarja protestirali v podporo njemu, in tudi pred parlamentom Marjan ostani, ali pa kaj podobnega. Če pa ti protestiraš proti nečemu, hkrati pa ne poveš, kaj bi rad, zdaj, če bi radi, da pride Levica na oblast, potem naj na volitvah glasujejo za Levico. Če bi radi imeli SD na oblasti, ne glasujejo za njih. Da si pa samo proti, mi je pa nekoliko čudno in res ne vem, kaj si želijo. Morda si želijo samo anarhistično državo. Veliko mojih kolegov bi to tudi si želelo, liberalni anarhizem, ampak mislim, da tega si ne želijo in da si tega tudi noben med nami v resnici ne želi, ker dejansko za neko ustvarjalno delo, za ustvarjalno življenje, v katerem boš ustvarjal in delal, je potreben mir. In ta mir nam dajo inštituti demokracije, to so redne volitve, organizirane volitve, potem nek miren prenos oblasti iz enega na drugega in podobni inštrumenti, kar smo skozi 2000 let zgodovine se naučili in to nekako našli kot najboljšo trenutno rešitev. Jaz lahko samo repliko, se to zelo uporabljam, ampak jaz, Marko, to seveda zelo jasno povem, zakaj protestirati proti Evropski uniji in kako to artikulirati. Samo sekundo. Zakaj ne protestirajo? Ja, kako to artikulirati? Protestirati za takojšen odstop Evropske komisije skupaj za predsednico in kajti tle je neposredna, objektivna, politična, moralna in kazensko pravno-materialna odgovornost za to, da so niso ukrepali v času, ko bi lahko ukrepali in ko bi bili lahko to preprečili. To je popolnoma jasno. Legitimno je protestirati z namenom, da neka politična, bi rekel, da je to ekipa, težko rečem, neka politična, prej bi to imenoval klika, ki drži oblast za vsako ceno, odide, ker je škodljiva. To je najbolj logičen argument za množične proteste. Ja, predlagam, da gremo naprej, da se še malo pogovorimo okrog teh nabav. Zdaj se je razvila neka medijska in siceršnja vojna med tem, kdo je zdaj kaj zafrknil. Namreč en del časa smo vsi bili prepričani, vsaj jaz,
da so bila skladišča prazna, ker Šarčeva vlada itak ni ničesar nabavljala. No. Kasneje se je izkazalo iz tega vladnega poročila o nabavah, Janševe vlade poročila, da Šarčeva vlada ni ničesar nabavljala, ampak da je to počela po višjih cenah kot pa Janševa vlada. Je pa imel na to temo en zanimiv govor v parlamentu tudi eden izmed poslancev LMŠ-ja, pa predlagam, da si zdaj pogledamo ta posnetek. Druga zadeva, ki me je pa najbolj motila, kar si vlada ne bi smela privoščiti, in to bo sigurno tudi računsko sodišče ugotovilo. Vi ste primerjavo delali naše cene z vsemi stroški, ker je bilo Franko skladišče prevzem v te zavoda za blagovne rezerve, z DDV-jem. Vaši podatki, ta cena pa je brez DDV-ja. To je pa tisto, kar me je najbolj zabolelo, ko sem včeraj zjutraj našel to objavo, zato sem šel potem to objavljati in sem se danes tudi iz tega vidika pripravil. To je zelo žalostno. In gospod Cantarutti, če nimate odgovora na to, da jaz nimam prav, kar zdaj govorim, kar je že tudi prej kolega Bandelli govoril, želim, da to še danes omaknete iz vaših portalov in se ljudem upravičite za takšno zavajanje. Tu ste dolžni, ker drugače, gledajte, to, kar danes govorim, bodo tudi javnost v medijih, bo ta zadeva verjetno sprožena. Kaj ste delali? Ker vse ste sami dali to zadevo gor. In če ste jo dali in ste namerno zavajali, jaz ne verjamem, da vi strokovno niste znali pristopiti pa pravilno delati. In je to zavajanje. Marko, zakaj rabi vlada Janeza Janše objavljati ene cene z DDV-jem, druge pa brez? Po pravici povedano, jaz tega ne razumem. Če to res drži, kar je ta gospod povedal, potem se na ta način se vlada v bistvu sama sebe strelja v koleno. Ne nazadnje, DDV spet ni 22%, zdaj, če je to tista razlika v ceni, s katero so prikazali, da je bilo cenejše ali pa dražje, in v bistvu ni zelo občutno. Ne nazadnje, smo v kriznih razmerah, bili smo v kriznih razmerah, normalno, da cene rastejo, popolnoma nič ne je bilo narobe, tudi če bi kupovali dražje, kot je, bo rekel, Šarčeva vlada kupovala. S takšnimi, bo rekel, zavajanji se pa dejansko samo streljajo v kolena, dajejo municijo v roke svojim nasprotnikom in s tem v bistvu razvrednotijo verjetno v pretežni meri povsem korektno bo rekel, poročilo. Tudi ne vem, zakaj se je bilo treba v tem poročilu toliko ukvarjati z prejšnjim predsednikom vlade, ker ne nazadnje velja neko nepisano pravilo, da se crkvenega konja pač ne brca. Res ne razumem, zakaj je bilo to potrebno in še enkrat bom poudaril, s tem se samo streljajo v kolena lastna. Boštjan, a ti misliš, da se da v tej neki bitki za interpretacijo, medijski bitki zmagati na ta način, kot recimo pravi Marko, da je Zdravko Počivalšek v tem poročilu vlade omenjen 3-krat, Janša mislim, da sploh ni, bivši premier Šarec pa 11-krat. A to ima to kakšen smisel po tvoje, ali je to v bistvu samo neka kakofonija, ki se nadaljuje, kazanja s prstom enih na druge? Jaz bom tako rekel, k Ponci Pilat, ki so mu Kristusa pripeljali, in je celo tudi tle neki, ne vem kaj, in je rekel, Quides veritas, kaj pa je resnica, Jaz recimo to spremljam zelo intenzivno, to zgodbo okrog teh mask, in to me spominja na neko, tle en moment, ki je zelo izstopajoč, strahovita zagrizenost, torej levega političnega pola, da na osnovi teh mask dokaže karkoli, da se pravi, da je to nuklearno orožje, ki bo zrušilo in ki bo to nevarnost Janeza Janše in njegovih satelitov zavedno odplavilo, in to je bilo včasih Patria, pa je bilo orožje, pa je bilo ne vem koga, zdaj so pa to maske. Torej jaz bi rekel, pozdravi pameti še enkrat kot Pilat, Quides veritas, kaj pa je tle sploh res, kaj je resnica? Torej, če je res to zdaj, da so oni to prikazali brez DDV-ja, to ni prav. Ampak hkrati je tle drug moment, namreč, gledajte, težko je, če se kateri produkt oziroma artikel obnašal kot super ekskluziven tržni produkt, se pravi, da je zgolj trg določal njegovo vrednost in njegovo
disponibilite oziroma razpoložljivost, so bile to maske in ti ventilatorji. In moramo jeti nazaj v čas, pač, ko je to eksplodiralo, ko se spominjamo, da so Poljaki zaprli, da so Nemci ugrabili naš transport, da je en transport iz Španije ni prišel. Skratka, jaz mislim, da se je cena teh mask preprosto in prosto določala na trgu in pač po načelu ponudbe in povpraševanja. Jaz nisem strokovnjak za medicino, da bi lahko sodil o ustreznosti ventilatorjev. Pozdravljam, da so to začeli delati pri nas, da se to delajo doma. Bral sem v medijih, pač, da so neki ventilatorji iz Kitajske smrtno nevarni. Mislim, da je pri nas jih ni. Ne vem, če je Zdravko Počivalšek strokovnjak za te ventilatorje in za maske. Maske so, mislim, da FP1, 2 in 3. Zdaj, katere se uporabljajo, zakaj, jaz vem samo to, da pri zobozdravniku, kjer je najbolj nevarno, ker je pač koncentracija virusov v ustni votlini največja in kjer prihaja do aerosola, se pravi, tam so res potrebne najboljše maske in to je za zobozdravnike tvegano, to vem, ampak drugače pa enostavno vidim po svoji intuiciji in po svojem znanju, ki ga v tem imam, da se je maska v času nabav obnašala kot ekskluziven tržni produkt, kot delnica, ki vrednost določa povpraševanje in ponudba. Povpraševanje je nekaj 100-krat v začetku pandemije presegalo ponudbo. In seveda tu se lahko zgodi karkoli in jaz mislim, da imamo na to bomo imeli odgovor, komisije morajo pač ugotoviti. To se da ugotoviti, to ni trojni umor v Tekačevem, da se to ne da ugotoviti. Ne? To se da vse ugotoviti. Ampak seveda jaz pozivam... Ampak, oprosti Boštjan, sam pod vprašanje, da sklenemo to temo. A nam to kaj koristi? Ne. A komu to koristi, recimo v političnem prostoru, torej, da se ta zgodba pač vleče naprej? Ja. Od mask smo imeli vsi ogromne koristi. Ja, to ja, ampak od tega razčiščevanja, od razčiščevanja mask, jaz mislim, da je to popolnoma nesmiselno, ker še enkrat pravim, vrednost maske se določa na trgu, se ne določa kot liter mleka v kravi. Če je liter mleka v kravi, krava da ta liter mleka in to je toliko, ne more biti 10-krat več. Pri maskah je pa to tolikrat več, to je pač kot delnica. Ne? In jaz mislim, da to nima nobenega smisla. Če grem na začetek, kjer sem začel, ta besa, ne, s katerim se pa ta tradicijska levica loteva oziroma upa v tem najti orodje, Arhimedov vzvod, s katerim bo premaknila to oblast, to pa meni vse pove, kdo je tukaj motiviran in kdo bi rad tukaj to izkoristil. Jaz mislim, da se ljudje, ki nas predstavljajo izvršni in parlamentarni oblasti, levi in desni, da se tukaj niso okoristili iz preprostega mojega življenjskega premisleka, da bi bilo tveganje pač preveliko. To je moje mnenje. Jaz se s tem absolutno strinjam. Da bi se kdo tukaj okoristil, je tveganje absolutno preveliko. Ne? Res pa ne razumem, zakaj, ko bi lahko povsem po pravici jasno povedal in pošteno, ne, zakaj se moraš zatekati potem k takšnim, ukrepom. Ne. Ampak zdi se mi zanimivo, da se zadeva kar pač se vali naprej. Ne. Ravno danes je Pop TV spet objavil nekako nova dejstva, ki so jih oni odkrili. Ne. Namreč, da bi naj v pač certifikati, ki jih je dostavilo podjetje Arkon, to je podjetje, pri katerem je zaposlena mama pač Mateja Tonina, da naj bi bili ponarejeni. Ne. Tem je recimo tvitala Nika Kunaver. To se kar naprej ponavlja, se kar vrti. Tako, ampak ta zadeva bi morala biti popolnoma enostavna. Če je podjetje tukaj dejansko predložilo certifikate, ki so neveljavni, ki so ponarejeni, jim enostavno skenslaš naročilo, zahtevaš povračilo povzročene škode in jih odrežeš nazaj. To je stvar, ki se lahko strokovno ugotovi, zato imamo ustrezne organe, naj to ugotovijo, naj jim vrnejo vse, kar pa če ni bilo porabljeno, če je bilo kaj porabljeno, naj se zahteva še odškodninska odgovornost za to in je zadeva zaključena. Ampak oprosti, Marko, če so maske prišle, pa če delujejo, ne? Je pol važno za nazaj, ali je bil certifikat ponarejen ali ne? Ne, ponarejevanje certifikatov
bo rekel, ni na mestu in zato mora biti tisti, ki je to naredil, biti odgovoren. Kar pa ne pomeni, da če pa so maske kljub temu morda uporabne, ne, če jih recimo naš inštitut za kakovost preveri in so v redu, potem pa ne jih uporabljajo naprej. Vendar ponarejevalca bi vseeno morali kaznovati. Aljuša, lahko jaz nekaj? Torej, moja prva pomisel, če tole berem. Je slab milijon FP2 mask, ki jih je dobavilo slovensko-graške podjetje Akron varnih za uporabo ljudi v prvih bojnih vrstah, torej zdravnikov. Ok, v redu. Ampak zdaj pasite to. Na Kitajskem so upozorili, da je dokumentacija ponarejena. Torej, kdo je potem ponaredil dokumentacijo? Na Kitajskem? Dokumentacija, če so na Kitajskem to upozorili, je ta dokumentacija v kitajskih pismenkah. Ne mi reči, da mama od Mateja Tonina obvlada kitajske pismenke do te stopne, da lahko ocenjuje, ali je ponarejeno, ne. Iz POP TV-ja spraševali na Kitajskem, ker tako saj oni poročajo, ne, da pač to podjetje Akron skriva certifikate, zato so oni pač te certifikate posredovali na Kitajsko in tam so rekli, da so eni ponarejeni. Ampak hočem reči nekaj drugega. To ni krivda podjetja Akron. Kako ne podjetje Akron se ni specializirano za ugotavljanje pristnosti certifikatov v maskah? To je absurd. Ves čas se vrtimo okrog tega, da je bilo veliko ponudb, ne, da se je vlada pač odločila, da bo pač poslovala preko slovenskih posrednikov, lahko bi se odločila tudi drugače in da razen posredovanja Lojzeta Peterleta, ne, ki je posredoval za firmo svoje hčerke, ta pogodba ni bila sklenjena, vse ostale pa, tista, ki je Židan posredoval za Sandija Češka, vse ostale pogodbe pa, ki so prišle v javnost, da je nekdo posredoval iz politike ali s kjerkoli, so pa bile sklenjene. Številne so kasneje bile tudi pač prekinjene in tako naprej. Ampak to me zanima, ne. Če je jasno, da so pač sklepali pogodbe na ta način, da je kdorkoli praktično kaj prinesel, so tudi naročili, ne? Kaj nam potem pomaga, če zdaj za nazaj, v času, ko ni več najhujše epidemije, razčiščujemo po nekih mirnodobnih, v narekovaju, standardih, zakaj je šlo? To me spominja na to, da bi se zdaj začel blazno razburjati, da je bila šunka v pici, ki sem jo pojedel recimo v Münchnu, recimo tega 7. marca, da je bila z zapadlim rokom in zdaj bi cel cirkus zganjal, pa dopisoval tja, da sem jaz to ugotovil in tako šunka pa bi bila pa pica pa že zdavnej, bi rekel, prebavljena. To nima, vse smo imeli korist od te maske, tako kot je rekel Marko, ne, se to se da 1, 2, 3 ugotoviti, FP2 je pač umestna stopnja, se da 1, 2, 3 ugotoviti, že laik lahko ugotovi, ali je ta maska v redu ali ni in potem se celoten paket sprejme ali zavrže. Se to je Marko rekel, to je najbolj racionalno, kar lahko naredimo. Da bi laik to precenil, mislim, da ne gre na to. Ampak, če je podjetje reklo, da ima maska ta pa ta certifikat, vendar ga ni imela, potem je po mojem mnenju podjetje za to odgovorno. In mislim, da pri odgovornosti je pač potrebno vztrajati. Če so pač s tem zavajali, če so naredili nekaj, kar ni bilo tako, kot bi moralo biti. Tukaj bo neko krizne razmere ne pomenijo nič kaj veliko, ne, ker krizne razmere ti nikakor ne omogočajo tega, da ti lažeš, da ti kradeš. Ne. To se ne sme dogajati. Jaz tega nisem, predvsem je tlen premislek, če je podjetje od Toninove mame Akron vedelo... Sem bi rekel, dajmo ne omenjati Toninove mame, ker je tudi gospod Gale rekel, da ona s tem nima popolnoma nič. In delamo tukaj zelo krivico. Zato, da poudarjam to absurdnost. Ampak če je Akron podjetje vedelo, da je dokumentacija ponarejena, to je pa druga stvar. Ampak to lahko vse preiskava ugotovi. Koliko časa bomo zdaj po vajinem mnenju morali čakati na to, da pač uradni organi povejo svoje mnenje? Ker to takrat bo seveda možnost različnih interpretacij, ne? Ja, ne, čim prej to povedo, se to pa res ni, še enkrat pravim, se to ni trojni umor v Tekačevem, ki ga že 23 let slovensko pravosodje, pa kriminalisti raziskujejo, pa so zdaj veliko dlje od tega, kot so bili junija leta 97. Se to ni to. Kolikor vem, trenutno smo za zaščitno opremo kar dobro preskrbljeni, nekateri pravijo, da celo preveč, tako da bolj preveč, kot premalo. Tako, bolj preveč, kot premalo. Tako da prav mudi se s vsem tem skupaj, naj ustrezni organi opravijo kvalitetno svoje delo, naj ločijo zrne od plev in naj pač tisti, ki so se na ta način probali okoristiti, naj se pač jih pospravi v ječo. Evo, mislim, da je to kar ustrezen zaključek naše današnje oddaje. Dr. Boštjan Marko Turk, Marko Polišič, najlepše hvala za vajine današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil kolesarsko-nabavni 437. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali,
Kadri ali kadavri? Kakšna je kadrovska politika aktualne in preteklih vlad? Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.